Sistem za polnjenje. V tem videu vam želimo prikazati, kdaj in kako polniti baterijo vašega vsajenega nevrostimulatorja. Tudi naprava, ki jo uporabljate za polnjenje vašega nevrostimulatorja, je polnilna. Prikazali vam bomo, kako polniti oboje, vaš nevrostimulator in sam polnilnik. Polnilnik je namenjen polnjenju baterije vašega vsajenega nevrostimulatorja. Sistem za polnjenje vsebuje sledeče dele. Antena je priključena na polnilnik. Namenjena je vzpostavitvi komunikacije z vašim nevrostimulatorjem. Ramenski pas ali pas za okoli trebuha vzdržujeta položaj antene točno nad vašim nevrostimulatorjem med polnjenjem. Torbica, namenjena nošenju polnilnika, omogoča vam izvajanje dnevnih aktivnosti med samim polnjenjem. Napajalnik in napajalni kabel polnita vaš polnilnik in mu obnovita stanje napolnjenosti baterije. V torbi za shranjevanje sistema za polnjenje hranite polnilnik, druge dele sistema in svoj programator. Upravljanje polnilnika vam omogočajo 3 tipke na polnilniku. Pritisk na zeleno tipko pomeni pričetek polnjenja nevrostimulatorja. Črna tipka s križcem pomeni zaključek ali prekinitev polnjenja nevrostimulatorja. S pritiskom na spodnji črni gumb vklopite polnilnik. Z isto tipko vklopite ali izklopite zvok. Z istim gumbom preverite stanje baterije polnilnika. Z njim pa lahko tudi pobrišete informacijska obvestila na zaslonu. Gumba na strani polnilnika pri bolnikih z globoko možgansko stimulacijo, aktiva DBS, za nadzor terapije ali polnilnika ne delujeta. Polnjenje baterije polnilnika. Zdaj pa začnimo s prikazom, kako polniti baterijo vašega polnilnika. Pomembno je, da napolnite baterijo polnilnika, predno ga prvič uporabite. To je potrebno, ker se je baterija polnilnika od časa proizvodnje in do prve uporabe lahko izpraznila. Četudi je polnilnik izklopljen, lahko preverite stanje njegove baterije s pritiskom na gumb za zvok. Na zaslonu se prikaže ikona o stanju baterije polnilnika. Prikazuje trenutno stanje baterije. Ko je baterija popolnoma polna, bo ikona izgledala takole. Ko polnilnik izgublja svoj naboj, se na zaslonu prikaže sledeča ikona. Če se prikaže ikona za nizko stanje baterije, ali če vidite enega od teh prikazov, je čas za polnjenje polnilnika. Za začetek polnjenja polnilnika v vtičnico priključite napajalni kabel. Na napajalniku se prikaže zelena lučka. Nato previdno priključite polnilnik na napajalni kabel, tako da poravnate 2 beli puščici, kot je prikazano. Polnilnik samodejno prične s polnjenjem, ko ga priključimo na napajalni kabel. Spodnja polovica zaslona vam prikazuje, da se polnilnik polni. Polnjenje lahko traja tudi nekaj ur, glede na stanje napolnjenosti baterije v pričetku polnjenja. Koristno je, da imate polnilnik vedno priklopljen na napajalnem kablu, četudi ga ne uporabljate. Tako bo vedno napolnjen, ko ga boste potrebovali. Polnjenje baterije nevrostimulatorja. Zdaj pa poglejmo, kako boste polnili nevrostimulator. Ko imate polnilnik pripravljen, lahko pričnete s polnjenjem baterije nevrostimulatorja. Zaradi lažjega prikaza polnjenja je antena nameščena preko oblačil. Drugače, nameščajte anteno točno na kožo ali preko tanke majice ali tkanine. Zavedajte se, da je mesto vsajenega nevrostimulatorja, ki je tukaj prikazano, lahko drugačno od vašega. Najprej s prsti pritisnete na kožo, da začutite in locirate svoj nevrostimulator. To je mesto, kamor boste namestili ramenski pas in anteno. Prikazali vam bomo, kako namestiti ramenski pas preko nevrostimulatorja vsajenega na levi strani. Prosimo, glejte navodila za namestitev držala na ramenskem traku, vkolikor imate nevrostimulator vsajen na desni strani telesa. Namestite si ramenski pas, kot je prikazano. Okroglo odprtino za vstavitev antene na ramenskem pasu namestite točno nad mesto nevrostimulatorja.
Ramenski pas prilagodite tako, da vam bo udobno. Anteno vstavite v odprtino na ramenskem pasu, kot je prikazano. Če imate nevrostimulator vsajen na trebuhu, namestite odprtino za anteno točno nad nevrostimulator. Anteno vstavite v odprtino in prilagodite pas tako, da vam bo udobno. Ko je antena pravilno nameščena, pritisnite zelen gumb za pričetek polnjenja. Na zaslonu se bo pojavil prikaz, ki prikazuje vzpostavljanje povezave med polnilnikom in nevrostimulatorjem. Ko je povezava vzpostavljena, boste zagledali ta prikaz, ki pomeni, da se vaš nevrostimulator polni. Stanje napolnjenosti baterije nevrostimulatorja se med polnjenjem sproti posodablja. Polnjenje lahko traja od nekaj minut in tudi do več kot 12 ur, kar je odvisno od stanja baterije pred začetkom polnjenja, pogostosti vašega polnjenja in terapevtskih nastavitev. Če morate polnjenje prekiniti, pritisnite črni stop gumb s križcem za zaključek polnjenja. Za nadaljevanje polnjenja ponovno pritisnite zeleni start gumb. Obstaja le nekaj prikazov na zaslonu, s katerimi morate ostati seznanjeni in jih razumeti. Na zaslonu polnilnika se prikazujejo 3 informativne vrstice. Zgornja statusna vrstica prikazuje do 4 ikone. Med postopkom polnjenja ta ikona prikazuje, ali je vaš stimulator vklopljen ali izklopljen. Ta ikona prikazuje, ali imate zvok vklopljen ali izklopljen. Ta ikona prikazuje stopnjo napolnjenosti baterije polnilnika. In ta ikona prikazuje, če je vaš polnilnik priključen na napajanje iz elektrike, medtem ko polnite vaš nevrostimulator. Ikone v sredinski vrstici prikazujejo, da polnjenje poteka. Utripajoča ikona pomeni, da se vaš nevrostimulator polni. Med postopkom polnjenja boste videli stopnjo napolnjenosti baterije nevrostimulatorja, ki se med samim polnjenjem spreminja, saj se stopnja napolnjenosti povečuje. Spodnja vrstica prikazuje učinkovitost oziroma moč signala polnjenja med nevrostimulatorjem in polnilnikom. Več kot je prikazanih črnih kvadratkov, bolj učinkovito je polnjenje in s tem krajši čas polnjenja. Če na zaslonu vidite manj kot 8 črnih kvadratkov, boste morda morali povečati učinkovitost polnjenja. To lahko storite na način, da zavrtite vrtljivi gumb na anteni ali premaknete položaj antene. Vrtljivi gumb zavrtite za četrtino kroga v desno ali levo. Nato ponovno pritisnite zeleni gumb za pričetek polnjenja. Približno v 10 sekundah vam bo polnilnik ponovno prikazal posodobljeno učinkovitost polnjenja. Ta postopek lahko ponovite v vsakem izmed 4 možnih položajev vrtljivega gumba, da najdete najboljšo učinkovitost polnjenja. Ko je nevrostimulator skoraj popolnoma poln, boste videli ta prikaz na zaslonu. In ko je polnjenje zaključeno, boste zagledali ta prikaz in polnilnik bo prenehal s polnjenjem. Ko je nevrostimulator popolnoma napolnjen, lahko pritisnete stop gumb za konec polnjenja. Nevrostimulator se ne more preveč napolniti. Polnjenje stimulatorja se samodejno ustavi, ko je baterija polna. Pogosto zastavljena vprašanja. Kako veste, kdaj nevrostimulator potrebuje polnjenje? Ikona o stanju napolnjenosti baterije na vašem programatorju vam prikaže stopnjo napolnjenosti baterije vašega nevrostimulatorja. Če na zaslonu vidite utripajoče opozorilo za nizko stanje baterije v vašem nevrostimulatorju, ga morate napolniti. In če zagledate na zaslonu to utripajoče opozorilo, morate vaš nevrostimulator pričeti polniti takoj. Zelo pomembno je, da vsak dan preverjate stanje baterije v vašem nevrostimulatorju in ga polnite, če je potrebno. Če se dovajanje vaše terapije ustavi zaradi izpraznjenosti baterije nevrostimulatorja, se vaši simptomi bolezni lahko povrnejo. Pomembno je, da baterijo nevrostimulatorja polnite redno in pogosto, kot vam je svetoval vaš zdravnik. Kako vem, kdaj moram polniti baterijo polnilnika?
Na zaslonu polnilnika je ikona, ki prikazuje stanje polnjenosti baterije vašega polnilnika. Ikona polne baterije polnilnika izgleda takole. Ko se stopnja napolnjenosti zniža, se spremeni tudi ikona. Polnilnik imate lahko vedno priklopljen na napajalni kabel iz elektrike, četudi ga ne uporabljate. Ravno tako lahko hkrati polnite nevrostimulator in polnilnik, če polnilnik priključite na napajalni kabel med samim polnjenjem polnilnika. Vaš nevrostimulator lahko tudi samo delno polnite, če nimate časa, da bi ga popolnoma napolnili. Kakorkoli, zagotoviti morate, da preverite stanje baterije in ponovno polnite baterijo nevrostimulatorja, ko je to potrebno, da ne pride do prekinitve terapije in izpraznjenosti stimulatorja. In nevrostimulator lahko polnite kadarkoli želite. Za polnjenje ni potrebno čakati na opozorilo v nizkem stanju napolnjenosti. Nevrostimulatorja ne polnite z nobeno drugo opremo kot z Medtronikovim sistemom za polnjenje. Preprečite, da bi se sistem za polnjenje kadarkoli zmočil.